Danes ni našega predsednika krajevne skupnosti, bom jaz njegovim imenu par besed v začetek prihoda povedal, bolj pa tudi v imenu turističnega društva in pa v imenu gasilskega društva. Ta društva pač organizirajo ta današnji pohod tradicionalni po teh Globoške krajevne skupnosti. Zdaj 2 leta pač ni bilo glede teh razmer, ki so bile, zdaj pa evo ga smo pa le dočakali, da lahko normalno gremo po tem naši poti, ki jo imamo vsako leto. Traso in kot bo potekala pot, bo povedal Dominik, tako da Dominik kar lahko veš, kako bomo šli. Ja, planirano je bilo iti čez Mali vrh, gor, do Jakoba in od Jakoba naprej, pol pa levo in dol pod breg, tako da bi prišli pri Bibiču ven, da bi čim manj hodili po asfaltu, ampak nas je pač to vreme zdaj tako zafrknilo, da ne bomo mogli drugače, ko žal bomo morali iti po asfaltu. Tako da od Jakoba naprej gremo levo, pa čez planino do Bubke, pa pol nazaj. Pri Jakobu smo ustavili, bomo imeli malco, pol pa gremo naprej, pa še pa v enem mesto nas bojo preskari bi počastili s kakim kozačkom vina. Na koncu se vsi skupaj vrnemo sem, kjer bomo imeli zaključek. To je to. Tam je voda, kjer hoče se lahko vzame vodo, čaj je. Kaj drugo bomo pa po poti dobili. Želim vam vsem skupaj srečno pot in upam, da bomo se lepo imeli. Hvala. Okay. Zdaj, Pa samo, da vam nakratko povem, to je cerkev svetega Jakoba, ki je bila delana nekje leta 1730, nekje tak istega časa, in je lanski potres porušil. Koliko se bo dalo, upaj, da bo popravili, sanirali so, pospravili so v stran, da ni to glih nevarno, kaj je izgledalo. Nekaj so obljubili z občine, da bi dali neka sredstva, nekaj škofija, nekaj pa pač domači, da bi se to obnovilo. Da bi bil kot en spomenik, kajte ne samo kot sakralni spomenik, ampak je tudi nekaj kulturnega tu. Tako da upamo, da se bo to v letošnjem letu začelo obnavljati, da se bo ta cerkev svetega Jakoba obnovila nazaj, spravila nazaj v prejšnjo stanje. Tako, zdaj pa lahko gremo počasi naprej. He said
Ja, po dolgem cajtu smo spet organizirali pohod, tudi po naši krajevni skupnosti. Zadnje 2 leti je ta pohod odpadel zaradi korone, no letos smo ga spet obudili nazaj. Nisem pričakoval take udeležbe, ker je nam malo vreme pa nagajalo, vendar sem zelo vesel, bilo je kar nekaj ljudi se udeležilo, približno okrog 50. Ta pohod smo organizirali v sklopu turističnega društva, krajevne skupnosti in pa gasilskega društva. In imeli smo se prav skratka zelo lepo, vreme nas je služilo. Ob tej priliki bi se pa rad zahvalil družini Hriberšek, ki nas je lepo sprejela, ter družini Preskar, ki so nas tudi pogostili s pijačo. Zaključili smo ga, hvala Bogu, dobro, srečno in nekako smo poskusili povabiti tudi ljudi iz drugih krajev, tako smo imeli ene goste tudi iz Zasavja danes in nekaj je bilo iz krajevne skupnosti, nekaj iz občine Brežice, nekaj je bilo iz krajevne skupnosti Artiče, tako da smo veseli, da se ljudje udeležili tega pohoda. Upam, da bo drugo leto tudi tako. Naslednji korak, košnje trave, čiščenje, urejanje avtobusnih postaj in tako naprej. Skratka, eno tako družabno srečanje pa načrtujemo v jesen, septembra meseca. To je kulinarično srečanje, ki ga probamo tudi vsako leto organizirati in tudi letos imamo v planu organizirati kulinarično srečanje. In tudi na to vabimo ljudi ne samo iz naše krajevne skupnosti, ampak tudi drugod. To srečanje bo pa predvidoma kdaj? To bo predvidoma drugo soboto v septembru, tako da nekako, če je kdo pripravljen, vabljeni, bomo pa letos, vsako leto nekaj kuhamo drugega. Letos je predvidena solata in če se organizirajo skupine, pa da pridejo, so vabljene. Ker ti solata se da narediti na 101 način in kdo je pripravljen, dobrodošli. Bog te živi.